No. Živijo, dobrodošli na najnem YouTube kanalu. Sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV. Danes bova naredila en video v slovenščini z osnovnimi informacijami o omrežju 5G, ki prihaja. Zdaj, veliko video o tem v slovenščini še ni bilo narejeno, tako da sva se odločila, da bova midva probala narediti nek, upam, da dost razumljiv video o tem, kaj 5G sploh je. Razdelila bova temo na 3 dele, kaj sploh je 5G, kako deluje 5G, pa zakaj se lahko bi uporabljal v prihodnosti. Tako da, dajmo kar začeti s prvim delom. Andraž? Prvo vprašanje, ki se nam postavi, je, kaj sploh je 5G. In enostavno povedano, ta kratica pomeni, da gre za 5. generacijo tehnologije mobilnega interneta, ki omogoča pošiljanje sporočil, gledanje interneta in upravljanje klicev. Trenutno v svetu predvsem prevladuje 4G tehnologija in 5G je v bistvu njen generacijski naslednik, ki naj bi zaradi svoje visokofrekvenčne narave prinesel višje internetne hitrosti in omogočil hitrejši razvoj interneta stvari. Skratka, odprl naj bi vrata v prihodnost. In na prvi pogled se to sliši kot čudovita ideja, kjer naj bi se v prihodnosti cedila med in mleko, vse naj bi bilo popolno. No, glede tega, Dado? No, zdaj, kako pa 5G sploh deluje? Prva finta, da mogoče ni vse tako dobro, kakor kažejo trenutno, je, da večina izmed nas sploh nima telefonov, ki podpirajo 5G. Je nekaj telefonov na trgu, ampak večina jih zaenkrat še ne podpira. Prav tako se pa za 5G rab oddajnik oziroma množina velik oddajnikov. Ker 5G je postavljen na visokofrekvenčnih milimetrskih valovih, ki pa pač, kot že ime pove, ne potujejo prav daleč. V teh milimetrskih valovih je hitrost visoka, ampak vsaka ovira, ki pride na pot, je lahko velik problem za to hitrost, ki je teoretično možna. Vsaka zgradba, vsak drevo in pa celo ljudje so lahko ovira in problem za te milimetrske valove. Ja, res je, celo ljudje smo lahko problem. Da bi odpravili vse te nevšečnosti, ki jih pač te ovire dajejo, bi mogli operaterji postaviti zelo veliko oddajnikov, ki bi bili zelo blizu drugega in bi pokrivali veliko območje oziroma celotno območje, kjer se pač gibljemo. Po domač povedan, to je to, da je pri 5G vozliščih, to so tam, kjer je več oddajnikov skupaj, bi jih bilo treba zelo veliko imeti in to bi nas v bistvu bombardirali te milimetrski visokofrekvenčni valovi, s katerimi bi lahko prišli do te obljubljene hitrosti. Hitrosti naj bi segale teoretično lahko celo do 1 do 2 gigabita na sekundo, kar je v primerjavi s trenutnim 4G LTE res velik napredek. Realne vsakdanje hitrosti pri 4G LTE so recimo nekje 30 do 60 megabitov na sekundo, kar je že dosti hitro, ampak v teoriji bi to pomenilo, da lahko 5G dosega hitrosti do 35-krat večje. Seveda je vse to odvisno tudi od zasedenosti pa zgoščenosti omrežja. Tam, ko je manj zgoščeno, bi bile višje hitrosti, ko je pa bolj zgoščeno, so pa nižje hitrosti.
sama tehnologija teh milimetrskih valovov je pač najhitrejša in bi delovala na visokih frekvencah, kot sva rekla, že te frekvence pa so od 6 GHz pa celo do 71 GHz, vsaj tako je zaenkrat v ZDA, kjer neka omrežja že dajo v javno uporabo. Največ omrežij v javni uporabi je srednjofrekvenčnih ali mid-band omrežij, potem imamo pa še low-band in nizkofrekvenčna omrežja. Kot sem rekel, tam, kjer je 5G v začetnih fazah uporabe, se večinoma uporablja srednja frekvenca, srednji frekvenčni spekter, za katerega ni potrebna toliko velika gostota oddajnikov kot pri milimetrskem frekvenčnem spektru. Ta srednji spekter dovoljuje hitrosti do 900 megabitov na sekundo, kar je v primerjavi z 4G LTE še vsem dost velik napredek. Čeprav večina operaterjev realno omejuje 4G LTE na 150 megabitov na sekundo trenutno. Realne hitrosti, kot sem pa že rekel, so pa veliko nižje. Srednji frekvenčni spekter vsebuje frekvence od 1 GHz do 6 GHz. V tem spektru se itak že načeloma uporabljajo tudi frekvence za 4G, zato je tudi v bistvu lažje 5G baze na to priklopiti, ker se večinoma vsa te začetna omrežja najprej priklopijo na 4G omrežje, šele potem pa poiščejo 5G frekvenco znotraj tistega frekvenčnega pasova. Največja razlika pri 5G pa je v primerjavi z 4G tudi frekvenčna širina oziroma širina frekvenčnih pasov. Pri 4G je ta širina frekvenčnih pasov 20 MHz, pri 5G bi bila 100 MHz, kar pa pomeni, da ker je večja širina frekvenčnega pasu, da je na voljo več frekvenc in bi bila manjša zasedenost vsake frekvence in zaradi tega bi bila tudi višja hitrost za vsakega uporabnika, ki bi določeno frekvenco uporabljal. Zdaj pa te, Andraž, če imaš še ti? Ja, ravno zaradi tega, kar si povedal, Davor, da bo potrebno veliko tako imenovanih vozlišč, ki bodo bombardirala končne uporabnike. Vse to hkrati za sabo potegne tudi dejstvo, da bo investicija v postavitev teh vozlišč izjemno draga. In po nekaterih ocenah naj bi v večjih svetovnih velemestih optimalno pokritost dosegli šele do leta 2025. Tako da ta tehnologija ne bo iz danes na jutri. Da o ruralnih območjih sploh ne govorimo, tam najverjetneje 5G tehnologije ne bo nikoli. Potrebna pa bo, to je treba še omeniti, tudi investicija na strani potrošnikov, ravno zaradi tega, kar je govoril Davor, in sicer bodo potrebni telefoni, ki podpirajo 5G tehnologijo. In ti bodo opazno dražji, prav tako pa bodo potrebne tudi bolj vzdržljive baterije, ker je 5G tehnologija nadvse požrešna, zelo hitro izprazni baterijo in poleg tega jo tudi zelo pregreje. Ob tem je treba reči, da se v prihodnosti vidi rešitev v tako imenovanih grafenskih baterijah, ki zdaj na trg hodijo že kar lep čas, tako da drage grafenske baterije, kadarkoli, kar v miru, mi še zmeraj čakamo na vas. Ampak brez heca, vzpostavljanje 5G omrežja bo za sabo potegnilo tudi neko stvar, ki jo z Davorjem tudi že kar vidno opažava vsak dan v bistvu, in sicer strah. Namreč, kot se je izkazalo, postavljanje velikega števila vozlišč oziroma baznih postaj pri nekaterih ljudeh ni ravno vzbudilo veliko dobrih odzivov, če znava reči kar po domače.
Namreč 5G omrežju se očita, da je orodje velikih korporacij in pokvarjenih vlad, ki si želijo nadzirati svoje prebivalstvo in da bo prav tako pri ljudeh povzročilo veliko rakavih obolenj in drugih nosečnosti. In to je razlog, da so se v zadnjem času razplantile razne teorije zarot, ki govorijo o tem, da naj bi 5G omrežja pripomogla k širitvi koronavirusa oziroma da naj bi oslabila imunski sistem posameznikov do te mere, da bi ti postali dovzetni za koronavirus. O tej tematiki na tej točki z Davorjem ne bova govorila, ker bova imela za to povsem svoj video v prihodnosti. Je pa ta problematika zagotovo relevantna za našo državo, ker je tudi veliko nasprotnikov postavitvi 5G omrežja. Da pa je situacija sigurno potrebna debate, kaže že na to, da so v Veliki Britaniji stvari šle celo tako daleč, da so ljudje v Liverpoolu uničili vozlišča 5G postaj. In zato je to res potrebno nadaljne debate. Davor? Kot sem bral, je tudi že v drugih državah so neke nemiri glede 5G omrežja, ampak to bomo za drug video pustili. Zdaj, če pogledamo, kako je sploh s 5G v Sloveniji, zaenkrat je za javno uporabo postavljena ena testna postaja v Ljubljani pri BTC-ju pri Kristalni palači. Testno bazno postajo je postavil A1 Slovenija, ki pa ni čist ta prava 5G postaja, ampak kot sem že prej rekel, je v bistvu priklopljena na 4G bazno postajo, zaradi tega, ker je lažje kot simulirati 5G oziroma neko frekvenco znotraj že določenega frekvenčnega pasova izbrati. Letos, februarja, je tudi Telemach testiral določene frekvence za 5G, isto v Ljubljani, pri nami, pa mislim, da tudi v BTC-ju. Zdaj v obeh primerih so se uporabljale frekvence v frekvenčnem pasovu 3,5 GHz, točne frekvence se pa mogoče majčkeno razlikujejo, pa so v frekvenčni širini 1000 MHz. Zdaj v teoriji to v obeh primerih pomeni, da gre za srednji frekvenčni spekter, tako da so ne tiste najvišje hitrosti niso možne še, ampak saj za videti je. A1 pa na svoji spletni strani omogoča tudi vpogled v osnovne informacije o 5G in pa tudi lahko se v realnem času spremlja sevanje te 5G postaje, ki je tam postavljena. Tako da zdaj bova šla na zadnji del videa. Upam, da smo vam zaenkrat v redu razložila. In Andraž, zakaj se lahko uporablja 5G? Ja, 5G ima veliko praktičnih implikacij. Prva in za povprečnega uporabnika verjetno najbolj atraktivna je ta, da bodo lahko visoko ločljivostne video vsebine, ob tem imamo v mislih videe in druge zbirke, lahko prenesli izjemno hitro. Poleg tega bo imela 5G tehnologija velike posledice v tehnologiji samostojnih, to se pravi avtonomnih pametnih vozil prihodnosti, zaradi zmanjšanega časovnega zamika, ki v bistvu samo okoli 1 milisekundo od trenutka uporabnikovega vnosa pa do njegove realizacije. Poleg tega pa bo imela implikacijo tudi v zapletenih operacijah na daljavo, kjer so potrebne zelo velike finese in recimo pri zapletenih operacijah na možganih ali na hrbtenjači v prihodnosti bi to utegnilo priti zelo prav, zato da ne bi premikali naokoli ljudi, ampak bi v bistvu samo na daljavo to izvajali brez večjih komplikacij. Poleg tega pa seveda običajna uporaba bo za nadzorovanje
to se pravi strojev v industrijskih proizvodnih halah, pa gospodinjskih aparatih, recimo tudi igričarji oziroma tisti, ki redno tekmujejo v multiplayer online videoigrah, kjer je pač več igralcev, bo imel prednost zaradi zmanjšega časovnega zamika. Torej, kot vidimo, zelo veliko prednosti bo 5G omrežje imelo, ko bo enkrat realizirano, ampak kot sva že omenila z Davorjem prej, potrebna je debata na to temo in seveda potrebne so še dodatne znanstvene raziskave, ki bodo prišle v prihodnosti, ko bo 5G omrežje v svoji polnosti zaživelo v komercialni uporabi. Te raziskave bodo verjetno prišle v naslednjih letih, pa tudi zdaj tako je. Vsaka stvar ima prednosti in slabosti, so sigurno tudi slabosti. Glede 5G-ja, to bo za naslednji video. Zaenkrat se vam pa zahvaljujeva za ogled tega videa. Še enkrat upam, da sva kolikor toliko razumljivo povedala, kaj 5G pomeni, vsebuje, zakaj se uporablja. Zdaj, če vam je bil všeč video, lahko polajkate oziroma všečkate video, se naročite na naš kanal oziroma se subscribate, pa tudi v bistvu kakšen komentar oddate. Kaj si vi mislite o tehnologiji 5G, nam lahko zaupate v komentarjih, da bo tudi midva vedela. Ja, če bi to še kdo hotel, da naprej tudi kakšen video od 5G še bolj detaljno posnameva, bo seveda to naredila. Upam, da vam je bilo všeč. Hvala za ogled. Pa dajte pogledati še ostale najine videe, ki so sicer v angleščini, ampak mislim, da se vsak zastop kolikor toliko dobro na angleščino in bi tudi mogoče kakšen od prejšnjih videov prišel prav. Ostanite doma. Ostanite varni. Ja, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!